recimo na biznis strani, kot stranke podjetja za ta model. Meni se zdi, da skoraj po mojem ena izmed ključnih stvari, ki se bo verjetno zgodila, oziroma se že dogaja kar na veliko, je, da ti vzameš ta model in ga adaptiraš na svoje podatke za nek določen problem, ki se reši. In to že deluje, ti imaš 800,000 primerov in je že model boljši. In tukaj se mi zdi, da praktično kjerkoli firma danes ima sigurno en use case, kjer ima neko bazo svojih podatkov in bi to prav prišlo. Kot interni tool ali pa tudi kot v bistvu customer facing externi tool. Ampak tukaj recimo, kako ti to vidiš, ta adoption strani podjetij, da se igrajo s tem API-om in probajo svoje podatke dati noter in nekaj narediti iz tega. Ja, to je super tema. Tle imam veliko za povedati, skoraj mogoče za cel podcast. Prva stvar, tle smo spet po mojem naleteli na eno področje, kjer je razumevanje uporabe teh modelov mogoče malo napačno ali pa nepopolno, sploh strani biznisov. Tako smo bili navajeni iz te pretekle paradigme podatkovne znanosti, da si v bistvu ti ustvarjal prednost s tem, da si učil svoje modele. Ker so se fitali na tvoje podatke, ki jih ostali niso imeli. To je bila obstoječa paradigma, vsi so pač dovolj veliki, so delali biznis iz tega. Potem seveda servisna podjetja so delala biznis s tem, da so pomagala tem biznisom modele postavljati na nekaterih primerih in tako naprej. Večini primerov teh modelov ni treba trenirati. To je prva stvar. Torej, doskrat vse, kar se zgodi, ko mi vzamemo tak model, kot je GPT-3, pa ga začnemo trenirati na svojih podatkih, smo naredili samo to, da smo poslabšali njegov performance. Mogoče smo ga izboljšali za en nišni use case, ampak overall smo pa zgubili velik del njegove splošnosti. Kar je, v bistvu smo vzeli tisto eno stvar, ki je najmočnejši diferenciator, zakaj se sploh pogovarjamo danes o teh modelih in smo jo pokvarili. To se zgodi po mojem 90% primerov. Istočasno pa obstaja izjemno preprost način, včasih bi skoraj rekel otročje preprost, kako lahko podjetja to uporabijo na svojih podatkih. In to je semantično iskanje, za katerega ni potreben nikakršen trening. V bistvu vse, kar rabijo, je svoje podatke embedati, vložiti v ta semantični prostor, tako kot sem prej povedal, in potem modelu, dodati Q&A funkcionalnost odgovorov na vprašanja preko modela, kot je GPT-3, ki lahko navaja te vire in išče potem v semantičnem prostoru. To je trenutno za podjetja daleč najbolj low-hanging fruit, kar si ga lahko zamislijo. Ker dejansko imajo že vso infrastrukturo postavljeno, po možnosti že imajo neke baze, data lake, whatever, vse, kar rabijo, je samo vzeti te podatke, jih vložiti v semantični prostor in dodati eno preprosto Q&A funkcionalnost on top z uporabo tazga modela, kot je GPT-3. To je, ne morem verjeti, da ta value trenutno ostaja tako hiper neizkoriščen. Res je smešno, žalostno včasih. Ok, zdaj si ful povedal, tako da, Andrej, če imaš kjer vprašanje, kar daj, kaj jaz imam ko ene 5. Ja, v bistvu jaz imam zelo direktno vprašanje, kako to dejansko narediti. Bom sam zelo kratko, kako se je ChatGPT zmotil, mi je rekel, ne moram uporabljati podatkov iz spleta, lahko pa mi daš link do Google Spreadsheet oziroma razpredelnic, pa bom ti pomagal. In potem jaz to naredim, pa reče, ja, ne moram to narediti. Ja, pa ga vprašam, kako, če si lih prej rekel, da lahko to narediš. Sorry, sem se zmotil, ne morem v resnici tega narediti. Tako da zdaj me zanima, kje bi jaz lahko to naredil. Mi imamo recimo... To je troll. Ja, mi imamo ogromno, imamo kot marketplace za posojila, imamo ogromno podatkov o posojilih na NFT-jih in kako bi lahko zdaj jaz, ki moram to vse ročno analizirati, s kakšnim orodjem bi si lahko pomagal, da bi dosegel točno to, kar si opisal prej? Torej, tle dve knjižnici sta trenutno,
ki spet bom rekel, so še vedno zelo malo znane, čeprav pričakujem, da se bo to spremenjalo. Torej, na prvem mestu je LangChain. Čeprav je tako slišati, nima nobene veze z blockchainom, ampak je v bistvu knjižnica, ki je namenjena veriženju API klicev na te modele. Torej, v smislu, da mi recimo vzamemo eno nalogo, jo razbijemo na 5 podnalog in potem kličemo celo to verigo klicev, kjer rezultat enega klica potuje v drugi klic in potem v tretji in potem na koncu dobimo nekaj zelo kompleksnega ven kot output. Istočasno tudi LangChain kot tak podpira tako imenovana orodja. Zakaj je tako imenovana? Ker tako, kot je bil za človeštvo ful velik preskok, da smo začeli uporabljati orodja, je podobno zdaj pri jezikovnih modelih. Torej, jezikovni modeli zdaj ne rabijo vsega sami narediti, iz teh svojih uteži, ampak enostavno se lahko povežejo na nek tool. Recimo, jaz večkrat kažem na teh predstavitvah primer, ko pa ga bom tle spet omenil, ker je toliko pomemben. Recimo, te modeli ne znajo aritmetike, ko sami po sebi niso dobri v računanju, kakorkoli čudno se to sliši, ampak res niso dobri. In recimo, Andrej, če boš spraševal neke stvari z Exceli, ki zahtevajo računanje, ti povem vnaprej, da bo slabo, zelo slabo. Okay. In ti lahko recimo poveš temu modelu, če te bo nekdo, tako poveš mu direkt, ti nisi dober v aritmetiki, zato ker to smo mi ugotovili, ko smo ga testirali in mu ti to poveš. Tako da, če te vpraša nekdo nekaj, kar presega najbolj osnovno računanje, ki bi ga tudi ljudje znali na pamet zračunati, ti bomo tukaj dali dostop do Python repla, ti napiš kodo, ki jo rabiš, da to zračunaš in potem ti bo repel vrnil nazaj output, ki ga ti lahko uporabiš. In to te modeli znajo delati, dejansko znajo pisati kodo, znajo prevesti problem, ki ga imaš ti, vprašanje v naravnem jeziku, v kodo. To kodo lahko potem zaženemo z obstoječim metodami, saj Python kodo znamo zaganjati. Modelu damo nazaj rezultat in on potem naprej s tem rezultatom dela, kar mora narediti. Lahko da ga samo nam posreduje, ali ga pa uporabi v naslednjem klicu. In to je tista stvar, ki trenutno ni pravega zavedanja, koliko je to neverjetno močna stvar. Omenil si LangChain, a je še kakšna druga? Ta druga je pa GPT-index. GPT pa tole, že ni pomišljaj, ampak je ne moram vedeti, sem to pozabil, underscore, ali kako ne reče v angliščini, GPT-index. GPT-index, pa tudi, mogoče malo predstavim, nastal je v bistvu iz potrebe po tem, da bi imeli, zdaj to bom en korak nazaj, prej sem govoril, podjetje ima data lake in recimo, da se odloči, da vse svoje podatke embedati v ta semantični prostor. Vsem bi bilo fajn tukaj imeti neko hierarhijo, da so te podatki vsem tako hierarhično smiselni. In zdaj, ker v vseh teh primerih, ki sem jih prej govoril, je samo mi razrežemo podatke na koščke, koščke damo v semantični prostor, damo vprašanje in potem iz teh koščkov, ki so najbližje vprašanju, odgovarjamo. To je lahko včasih zelo dobro, ima pa tudi omejitve. Zdaj, lahko pa naredimo hierarhijo, lahko pa vzamemo recimo koščke, te sosledne, pa naredimo njihov povzetek in ustvarimo v bistvu nek njihov parent node. Torej, dva koščka povežemo skupaj v enega in v ta en košček napišemo noter summary tega, kar se je nahajalo v prejšnjih dveh. In potem to ponavljamo toliko časa, dokler nismo hierarhično uredili vseh naših podatkov v to sumarizacijsko drevo. In potem recimo, ko pride en problem, ko user pride z enim vprašanjem, se mi v bistvu sprehajamo zdaj dol po tem drevesu in gledamo, tle imamo zdaj dva summaryja, lepega pa desnega. Ta problem, a ga boljš pošljemo zdaj v to vejo po levi ali po desni. In potem toliko časa potujemo, dokler ne pridemo do bazičnih koščkov in potem z njimi odgovorimo na to vprašanje, ki ga je user imel. Tako da v bistvu recimo dober primer bi bil, recimo, da imamo knjige, ki so tematske. Ne vem, imamo knjigo o letalski industriji, imamo priročnik za programiranje, naprimer, in potem pride eno vprašanje o programiranju.
verjetno najprej boš poslal na levo to protuni knjigi za programiranje, ne boš v ki je specifična letalska industrija, recimo, ne? In potem tako naprej, dokler ne prideš do nekje, kjer je odgovor na tvoje vprašanje. Ne? In v bistvu vse take stvari, tudi recimo query, SQL baze, ne? Isto, ne? Mi ne bomo zdaj baze kot take embedali v semantični prostor, to bi bilo nesmiselno. Ne? Mi bomo v bistvu mogoče modelu povedali, kakšna je shema baze, pa dali kratek opis tega v grobem, kaj lahko v tej bazi najde, in potem bo on v bistvu spisal query, ki bo šel na to bazo, dobil odgovor in pač nekaj naredil s tem odgovorom. Mogoče bi si tako lahko predstavljali, kot eno analogijo, kako to funkcionira. Recimo, da smo podjetje in pride k nam nov zaposleni, junior. Ful je bil dober na faksu, ogromen se je tam naučil enega splošnega znanja, ampak on pride v naše podjetje, pojma nima. Ne pozna ničesar, ne pozna baz, ne pozna, kako mi delamo stvari. Ampak vseeno ima pa to eno znanje, ki ga pa lahko izkoristimo. In v bistvu mi pol njemu pokažemo, razložimo mu, poglej, če hočeš priti do teh podatkov, je tle tale baza. Če te bo zanimalo te informacije o tem, kakšni so naši company policy, jih najdeš tle na SharePointu v tem folderju. In potem seveda, če se znajde pa dovolj prebere stvari, bo kar naenkrat pa vedel, kje so kakšne informacije, pa kako do njih pride. In na podoben način so te modeli zdaj. Pač ta GPT-3 kot surov, kot sam, je kar nek svež, zunanji, novo zaposleni, ki pride v našo firmo, mi ga moramo zdaj povezati z našimi sistemi, da bomo lahko dobivali relevantne outpute.